Detektivi in detektivke, to je bodovska specialna epizoda za 4. sezono serije True Detective s podnaslovom Night Country ali po slovensko Pravi detektiv, dežela teme, po bodovsko pa čisto Pravi detektiv, dežela teme, lahko bi dali naslov Dežela Countryja. Specialna epizoda, ki je torej krajša, hitra, ekspeditivna, precizna, vedno koncizna. Danes delamo 5. epizodo serije, ki je na HBO Maxu danes, ko tole snemamo, torej z vaše časovne točke včeraj. Z vami smo, kot ničkolikokrat, Mito Gegić, Servus, Igor Harp in moja malenkost Aljoša Hrlamov. Opozorilo, epizoda bo vsebovala kvarnike, kljub temu, da je čisto sveža, pravkar obrana, dišeča in še topla. In muska. Skratka, na hitro, da obnovimo, kaj smo pravkar videli in kar ste vi, upam, da pravkar videli in zdaj le tole poslušate, ali pa včeraj ste vi verjetno pogledali tako kot mi. Denver skratka zaslišuje Hajsa, ki v zameno za pomoč zahteva samo mal heroinčka. Vhod v jamo je namreč zasut in iščete nov vhod. Petra žena na žene iz hiše, zato gre krešat k fotru. Kako se je lepo izrazil po slovensko. Čudovito. Lea se pridruži protestu proti rudniku in tam jo Navarro reši pred pretirano nasilnim policistom, ki ga potem premlati, namreč Navarro policista. Peter je sledil denarju in odkril, da je fundacija Tuttle povezana z rudnikom, raziskovalni center Calal jih torej pere na zeleno, kot se temu reče po slovensko, greenwashing. Okay. Hvala. Lepa. Danvers da pripreti Lea iz čiste, zlobe. Šef policije in šefica rudnika pa potem razložita Danvers, da je primer zaključen. Forenzika je prišla, znanstveniki so umrli zaradi podhladitve oziroma vremenskega dogodka. Ja, nek avalanche, nek poseben, ki ga ne razumem, razložijo. Ampak karkoli, izmislijo si ga najbolj. The pile of bullshit. Šef policije Connelly jo potem izsiljuje s primerom Wheelerja, ve, da tam ni šlo za samomor njega, in šefica rudnika se potem dobi s Petrovim fotrom Hankom, ki mu pove, da mora ustaviti Hajsa, da je ne bi odpeljal Denversove do lokacije jame, in za prejšnji job, ko je premaknil truplo od Anne, so mu obljubili, da bo šef policije, in zdaj mu to obljubo, mislim, da nekako obnovi. Denvers pove Navarro, da je konec, primer je zaključen, Lea še ni izgubila upanja za mačeho, potem pa Denvers nenadoma ugotovi, da je Connellyju za Wheelerja povedal Hank, ki je vdrl v Petrov računalnik. On je pa mislil, da se zbližujeta, zaradi česar je Peter zelo razočaran. Navarro gre spat k svojemu preprodajalcu žganja, Denvers odpelje Hajsa domov, mu da heroin, on pa ji pokaže vhod v jamo in tisti trenutek pon pride Hank, ga zelo brez milosti ustreli, njega pa ustreli Peter, ko skuša ustreliti Denvers. Hank pred smrtjo pove, da ni ubil Anne, samo premaknil njeno truplo, Navarro jo prepriča, da prikrijejo, kaj se je zgodilo. Ok. Mogoče eno prvo vprašanje, ki se meni tako zelo hitro odpre, je seveda, zdaj smo tukaj skratka dobili, jaz mislim, da zelo jasno, da je rudnik nekako za vsemi temi stvarmi, zadaj. Ampak, a je to samo rudnik, a je to tudi ta neka skrivna organizacija, neki ti skrivni financerji, ki so za tem rudnikom oziroma za Calalom, ker meni se vseeno zdi, da to, da ti eno je, da ti si z nekim zmenjen, da premakne truplo z enim skorumpiranim policajem, nekaj drugega pa je, da ona ima tako vpliv, da bi lahko celo forenziko sfejkali, ker jaz mislim, potem, kar smo videli po truplih, jaz si ne predstavljam, kjer forenzik reče, to pa je bila podhladitev. Razen, da pač ta neke manični napadi in to, ki jih lahko doživiš v podhladitvi. Ne, se to so razložili, da je možno, edino pač potem tisti veterinar reče, da pri dejanski podhladitvi pri živalih se na koncu umirijo v teh halucinacijah, niso v paniki. Dobro, čeprav tu bi tudi lahko rekli, mislim, on je veterinar, kaj pa on vejo. Ne, ampak dejansko ne moreš biti v paniki pa zmrzniti hkrati, ker se ustaviš. Mislim, dali so tudi drobtinice noter, tako da oboje je plausible. Bolj mi deluje tukaj, če smem, da
vsi delujejo korumpirano, ne, kao, ne, ta rudnik v bistvu kao in tega Connellyja, ki česa politiko id, kao ima, on pokliče iz pisarne rudnika Denversovo, da se ne pride na zagovor, meni bo to takoj sumljivo, kaj kurac, imaš ti njo tam klicati, ti si njen nadrejeni, gre pet na policijsko, pa potem v avto, ki v bistvu Hanka, ona tam malo neki podmaziti, ne. Tako da v bistvu rudnik deluje tu zelo močen akter, tako v bistvu zelo nek power hungry fora, pa vse treba pod preprogo spraviti. In tukaj res stopi iz ozadja zdaj, kolikor se je primer premaknil, se ni, mislim, še vedno nič ne vemo, kako so umrli znanstveniki, še vedno ne vemo, kdo je ubil vemo samo zdaj očitno, da se je tukaj izkazalo, da je vseeno krivec rudnik, oziroma vse to skupaj, no, se nisem rudnik. Ne? Vemo zagotovo, da je Hank, pa rudnik, pa da je to. Se pravi, serija zelo premeteno meče vse ti primere ta dva primera skupaj. Kao Calal, ki je sicer povezan, kot Peter razkaže preko davčnih napovedi, z nekim te Tuttle whatever, kao pač je to. Familijo, Foundation, rudnik, mislim, da je to pokonektano. Samo v bistvu dva umora, v bistvu, ne vem, sta povezana ali nista. Ne? No, pa tudi to je, da tole pranje na zeleno, do zdaj nismo vedeli tega. Mi smo mislili, da, mislim, vse, kar se jaz spomnim, nisem šel zdaj nazaj gledati, da so Calalo menjali, da oni pač raziskujejo. Nikjer niso povedali, da oni vodo preverjajo. To je prvič, to je tudi mene presenetilo, ker se bi mi zdelo, da je to vseeno neka, da bi vsaj Navarro to takoj rekla, ne? Oni so tisti, ki vseeno, če ti protestiraš proti rudniku, potem valjda veš, da so zunaj neki, da jih nekdo brani pred tem, kar ti trdiš, da je res in da nekdo to kao prikriva. In da so to tile v Calalu. Tako da bi vsekakor, ampak po drugi strani, če bi to prej že izpostavili, bi se že prej spraševali glede njihove neodvisnosti in strokovnosti. Kar je namenjeno, da se ne sprašujemo. Ne? Ker drugače pa ne, mislim, da je tukaj zdaj, to je najbolj akcijski del do zdaj, pač mislim, da se akcijski največ se zgodi v tem delu, to tudi v zadnjih nekaj minutah, pa dobro, ampak tudi to, da se zdaj šefica rudnika razkrije v pogovoru s Hankom, da tako, kot si ti rekel, da on policaj, pa šef policije kar kliče njo na zagovor k rudniku, dobesedno sedi tam z njo. To takoj je red flag. Tako da tukaj se res izkaže največ in se mi zdi, da se malo liki pomaknejo, pa njihovi razmerje v ozadje, razen Lea in Danvers. Tukaj pa se mi zdi, da še vedno kaže na to, da Danvers ne šteka hčerke, kak fejst je. Ne. Ona misli, mislim, po eni strani ona hoče zaščititi in misli, da tale indigenous path vodi v propad, po drugi strani pa ji ne zaupa, da ona karkoli dela s svojo glavo, ampak cel svet pravi, ona samo to počne, da bi mene razjezla. Malo ima tega attituda, zelo zgrešenega, kako bi človek rekel, posebej do najstnika, no? Mislim, tale, kako ne rečem temu, razočarana, traumatizirana ženska / pastorka, razmerja je kar problematično, kljub temu, da v bistvu Lejan, vse si omenil kot v obnovi noter, da v bistvu ona je celo I see you, neka fora, kao, da jaz te čutim, vidim, kao, da da neko šanso, kljub temu, da Denversova tle niti malo ni vklopljena v zadeve. Ne v skupnost, ki je tlele, niti ni mar, v bistvu za neke zadeve. Vklopljena je v moške skupnosti. Ne, zdi se mi v bistvu tudi pomenljiv zadnji ali predzadnji kader, ker v bistvu ona, ko dobi iz Anchoragea Connellyjevo poročilo, da je pač to, kako smo rekli, vremenski dogodek, ona v frustraciji sicer popakira vse skupaj, in Navarovi tudi pove, da pač kao čao, ta konc, game over, ampak poljo pa v bistvu Lea pred rami iz te neke otopelosti, zatem, a ti sploh veš, koliko mrtvorojenih je bilo. A ti sploh veš, v bistvu, kot da je nek podatek, da v bistvu tale rudnik, tako ponovno potegne na plan in se Denversova prvič potem zave v tisti mrtvašnici,
kjer vidi res majhne krste. Ne? Ja, in jih je res veliko. Ki si delajo družbo, ali kako on reče, tista mrtviški glednik ali karkoli. Basically je pastor. Ja, basically, skratka, da v bistvu se mislim tam prelona pred rami, fakt, to je res šlo predaleč, karkoli pač to je. Ne? Da v bistvu ona potem na varvo angažira čist na koncu. S tem. Ja, to se mi zdi, to je res dober moment, ker tam res ne more pokopati, po zima je zemlja zmrznjena in se mi res zdi tako, spet ta fajn lokalizacija serije hkrati, obenem pa ta res efekt, ker ko ti vidiš te krste, si tako, fakt, to ne more biti normalno za eno poprečno mesto nekje. Ne, itak. Ne, mislim, vse ona je reče, koliko v 3 mesecih 9 primerov, ampak za vse gledalce severnih obzorij ta info ni nov, kjer je v eni drugi ali tretji sezoni je bila fora, Hank tam, Holling, pardon, ki je šef bara, je tudi župan in na začetku vsake zime ga pride kao mrtviški glednik oziroma vodja pokopališča vprašati, okej, koliko računaš to zimo, ker v bistvu mi moramo naprej skopati, veš? Ja. Oh, shit. Alaska, I guess. I guess, tako da se mi zdi, da je tokrat res tisto, jaz priznam, da me je tudi precej presenetilo, zdaj mogoče malo skačemo, ampak tale na koncu, pač da Hank pride direktno, neposredno, se tudi on razkrije. Jaz mislim, da ji bo sledil in da na neki točki bo skušal, bo on ga ugrabil, karkoli, on pa kar pride, potrka, pač jebe se mu, odvrgajo vse krinko in zdaj bo on dobesedno... Meni se ni zdel slab play, ni slabo odšpilo karta, se mi zdi. Bolj mislim, da ga tu Peter zafuka, ker ni pričakoval lastnega sina pri Denversu doma, ker on je tudi nekako dobro zahlinil to, kao, tlele je tale hajs, nisem vedel, on je samo potrkal, ko je zelo friendly, neighborly, kljub temu, da je to po moje za Denversovo bil kar red flag, ker pač kaj imaš ti sploh iskat parmena. Ampak mislim, da na koncu se mu pač ni šlo zaradi tega, ker je Peter tam s pištolo bil. Mislim, da on pač se odloči, da se ne bo več pusto jebati. Potem, ko neveste ni bilo, sicer ima sina doma, ampak zdaj se je še sinom skregal in se odločil, da pač on zdaj hoče biti chief of police in to je to. In on bo šel tej babi povedati, da ona pač jo postavi na svoje mesto. In je to stališče tega, kako smo videli, da je ta lik čist na mestu. Tako se mi zdi, da v bistvu v tem modelu, če malo probaš bolj bird's eye ali ptiče perspektivo vzeti, kao v bistvu belopolti liki, korumpirane like nagovorijo, pa ni to fora woke, kakorkoli. V bistvu vsi so spravljeni v kot nekako, da v bistvu potem Hank naredi svoje, Denversova tudi na nek način, Connelly tudi. Ampak predramijo jih pa domačini. Nekako to je resnica, to se dogaja, get woke, I guess, kakorkoli. Tokrat dobesedno zbudite se, tle se grozne stvari dogajajo. In se mi zdi v bistvu tudi, a veš, da v bistvu je mogoče neka tema te epizode, prav dotično te epizode, ki malo niha med družinskim razmerjem pa akcijado, kot si rekel. Sej drugače tudi, jaz mislim, da tudi je zdaj še bolj jasno, da tudi Denvers nekako odvrže vse maske, ker v tem, jaz nisem sicer čisto skužil, kako je ona skužila, da je Hank udaril kako je ona skratka prišla do tega, kako je šef policije zvedel za Wheelerja, ampak očitno se je vprašala prava vprašanja, prišla do Petra, preko Petra do Hanka in preko Hanka do šefa policije, ker je tudi jasno z njenega stališča, da je že ves čas Hanka nekaj sumla. A veš, on je tako sumljiv lik, da ne moreš. Imel je kartoteke doma, skrivo je ona dobesedno mogla Petru reči, da ukrade kartoteke, kar bi moglo biti, šefica policije si reče mu naj prinese klinčeve kartoteke. Ona je vseeno šefica policije, ki je prišla od zunaj. On je pa od znotraj najstarejši oficir tam in častnik, ne vem, kako se reče zdaj. In ima vseeno bojo ostali se postavljeni na njegovo stran, če bi prišlo do resnega konflikta med njimi. Ona ga ne more odpustiti, brez da mu karkoli dokaže, pa če bi mu probala karkoli dokazati, bi mu ostali najbrž držali štango. Kljub temu, da je on loner in da ni glih, da ima frende. Jaz pa mislim nekako, da ga ona prebere zelo dober. Ona ga vpraša, si se ti pogovarjal z šefico, a veš?
oziroma s Connellyjem. On kar nekako, veš, umokne, ga preseneti vprašanje, ne? In ona potem Petru reče, vzami ta fucking kompjuter pa prid k meni, ne? Takoj, ne? On pa že, Peter pa dnej prej pove, da je v bistvu doma, ne? Tako da v bistvu nekako dobra detektivka je enostavno, poveže stvari skupne. Da v bistvu, ker ni jasno, kako bi, njej ni bilo jasno, kako bi Connelly lahko vedel za Wheelerja, ne? In zgolj Tomu v bistvu, oziroma kako ne rečem, Petrova zvedavost je edini namik, ki ga ona potrebuje, da potem poveže stvari skupaj. Evo, tajde. Ja, no, se z njene perspektive verjetno res ni čudno, če te nekdo sprašuje v tem primeru, koliko je Peter, nekako posumiš, da je tle nekje moglo biti. Ne? Ampak je pa ves čas jasno, da ona v Petra ne sumi. On je res na njeni strani. In tudi tam, mislim, dobro, vem, da so skušali malo napetost, seveda vzdrževati, nekaj ona reče, ko seveda Hank usmeri pištolo na njo, Peter razmisli, Peter pač tukaj, ampak mislim, da je ves čas jasno, na kateri strani Peter je. Jaz nisem dosti dvomu, bi dvomu, če se ne bi Hank in Peter skregala vmes, ravno zaradi tega računalnika, ker sta dobivala mal, se mi zdi, da sta se mal povezala. To tisti trenutek pred bajto, ko posluša, kako on špila kitaro, se mi je zdel, neka otoplitev v tem. Kovana se meni zdelo. Kovana, se je pol prišalta iz njega na Kovana, ful dobro glas imate igralci. Pa tudi tista štorija v ledu, ne? Ja. Zelo lepa štorija, zelo taka, zelo paše tam not, pa zelo paše v to okolje. Tako da to se mi je dopadlo. Ja, jaz mislim, da tudi je treba res pohvaliti serijo, da so ti njihovi odnosi, kako to mene recimo kdaj pri slovenskih, tako pri Golobu oziroma seriji po Golobu in tako po seriji po Vrenku, kdaj moti, ker se mi zdi, da včasih ne znajo dobro zapolniti tega poti med eno sceno pa drugo, ko se, ne vem, junaki peljejo kam ali pa ne vem kaj, tako zapolniš ti pogovor. Ker večina teh pogovorov, ki se med Navarro in Danvers dogaja se v avtu, ko se oni dve nekam peljata. Ali pa med drugimi tudi liki. To je, mislim, tukaj ima zdaj dva lika na zaprtem sta, okrog je fucking noč ni zunaj, nimaš kaj kazati v resnici, dajmo se likom posvetiti, oni rastejo. In tu mislim, da pa serija, in kakor Igor ti omenil, ta pač scenaristka ustvarjalka, ki je to njena prva reč, pač jaz, res me zanima, odkot. A ne, ni prva reč, zdaj sem zamešal za Sex Education, ker smo tuhtali o tem, oziroma ker tole zdaj je istočasno snemamo, da je pač skratka res dobra avtorica v tem, kako te like neusiljivo nam njihove štorije prikazati. Vsaj do zdaj je to res ful ratalo. No? Ja, mislim, da predvsem naprimer, dosti flashbackov je, noter meni je to dober signal, kako so uporabljeni flashbacki. Nasploh je dober lakmusov test, ko vidiš ti kot prvo, flashbacki so vedno malo triki za narediti, ne? In pol, če so dobro narejeni, je to lahko znak, da v bistvu znajo nekako vklapljati tole v lepo portretizacijo teh likov. Tako kot si rekel, v bistvu tišine so zapolnjene z veliko vsebine pa atmosfere. Ne? In v bistvu tudi flashbacki ali pa prikazi duhov, medvedov, česarkoli pač, ne, je tukaj na mestu. Ne. Se mi zdi, da za zdaj vsi ti liki imajo res polna neka celostna življenja. No. Ja, pa to, kar si rekel pri flashbackih, še vedno nismo videli celotnega dogajanja pri tem. Trauma, tudi to, To je zelo dobro prikazano. Ja, še vedno ni čisto jasno, kdo ga je ustrelil. Še vedno tukaj ne vemo. In še vedno je dosti jasno, da je eno od njih. To že, ampak še vedno bila tudi Danvers. Bi bilo to tisti nek zaplet, ki je tukaj. Jaz sem hotel še tole reči, da prej si mi to ti omenil, zdaj se to vedno res bolj kaže kot noir, da ima res elemente noirja, da so tukaj res vsi sivina, nihče ni črnobel. In tudi njihova odločitev, da bojo prikrili umor, no, ker je Peter zraven, je zelo gre v to noir, skratka, čeprav jaz priznam, da ne pričakovati drugega kot Night Country se. To odločitvijo ne vem, če se strinjam. Razumem, da je Denver zdaj v neki deziluziji, skratka, šefica rudnika in šef policije sta skupaj, ne vem, če lahko resnica pride skozi v teh okoliščinah, ampak ne vem, jaz mislim, da ima tu zdaj dober vzvod. Hank je ustrelil tega tipa, Peter je ustrelil Hanka, ki je hotel mene, priče ima, mislim, 3 so.
težko zdaj tu kdorkoli karkoli učita. Ima nek vzrok, kjer bi lahko ona zdaj preko Henka raziskovala to razmerje do rudnika, je pa res vprašanje, a to ona sploh hoče. Ja, ne, vprašanje je, če ima bolj konkretne dokaze. Ne? Ja, se vem, da nima. Ne razumem čisto, zakaj je prva njihova misel, da dajmo prikriti ta umor. Zato, ker ni umor. Ker se jim mudi naprej. Ne? Ja, zakaj se jim pa mudi naprej? Tudi to mi ni bilo čisto jasno. Zakaj moramo zdaj divje v jamo iti poiskati vhod, ker se boji, da bojo tam odstranili, da bojo skrili. To bi bil edini razlog. To je plus jasno je, da bi bili do mesece, ona bi bila odstavljena takoj. Ker je upletena, oni bi od zunaj poklicali agente, najverjetneje celo federales. Federales! Tako zelo domač jezik, na aljaski. FBI bi po mojem prišel, tukaj bi bilo zdaj toliko birokracije upletene, da ona ne bi uspela raziskati tega, ne bi prišla temu do dna. Koruptivni Connelly bi jo po moje pokopal pod birokracijo, pa po moje rudnik še stožil. Mislim, da je to tudi bil namen te prezentacije v sejni sobi rudnika. A veš, kao ta neka enotna fronta, pa še prikaz videa, kjer sta Danversova pa Navarro stojita pred zasipanim vhodom v jamo noter, kao, ne? Mi imamo oči, vse posod, da veš. Da veš, sam povem. Ja, to je bilo še kar tako taka. Med službenim časom, ne pa ziher niste izpolnili vseh tistih, ki se leta veliko zašli ven, ne? Ja, mislim, da tisto res je ena taka prezentacija moči, to se absolutno strinjam, ker ima res pač Danvers pokažejo, glej, mi vemo, kaj počneta, vemo tudi, malo je seveda pod tonom prikrito povedano, vem, kaj iščeš, ne? In pač videla sta zasud, to je pač pakov od neki in oni so umrli naravne smrti. Čeprav, a ne bi bil največji preobrat v zadnji epizodi, če bi se skazalo, da so oni res umrli naravne smrti. In da je to samo neka Danvers in Navarro, pač imata neko totalno psihozo in iščeta krivca, ker fucking ni nobenega krivca. Ja, zato ker sta oni dve vodopili. Ne, zrezek je bil za salmonelo krival. Ja, recimo, ona majoneza, jaz več, če so ono majoneza. A ja, tiskaj kazal, on nek sandvič. YouTube kuhari niso najboljši kuhari, dajmo to priznati. TikTok, jaz mislim, da je na YouTubeu, ker boomer. Ok, a smo zaključili to? Mislim, kaj zdaj pričakujete, da bo konec zadovoljil? Ali bo tako... Zadovoljil bo koga, ne vem. Mislim, malo mi še gre na živce, zato ker še vedno je to odprto v smislu tega nadnaravnega / tisto, kar bi se lahko racionalno razvozlalo. Spet, to je bila tudi ena redkih epizod, v tej kaj nadnaravnega. Kaj je bilo zdaj? Je bilo kaj takega? Čakaj, ne vidi Danversova tokrat prvič vidim polarnega medveda z enim učem, a ni to ta prvič? Ampak a je ta ne, drugič ga vidim. To medved, tebi se zdi, da je nadnaravn? Blage, ne vem. Deluje mi kot nek... CGI je, to vemo. Ne, ampak je zdaj pač njen sin je imel tistega medveda z enim očesom in tale medved z enim očesom deluje bolj kot metafora, kot pa dejanski medved, ki ga v nas skoraj povozi. Zdaj ne vem, mislim, da ima Navarro ima še en privid, če se ne motim. Mislim, glavni point tega, če se mi zdi, da v bistvu da ni bolj jasne ločnice, da še je vedno precej prepleteno, kao, da vse to je moj feeling. No. Ja, še vedno ne vem, mislim, še vedno je lahko karkoli. Ja. Še vedno je lahko v zadnjem delu karkoli in še vedno je nekaj vodi. Jaz grem staviti, da je še vedno nekaj vodi. Ti pa tvoja voda. Ja, voda in majoneza. That's the working title. Prav predstavljam si, kako policija spet vdre v salal in se tako majoneza. You're going down now. Danversova se tam ukvarja z laptopi, pa ne vem čemu, Aljoša Harlamov, stotnik pa reče, kao ne, majoneza, jaz ti rečem. Sam, veš, te, kako so že podjetja, Big Majoneza je posota. Moj bog, Heinz ali Hellmans, ali Zvezda, kdo je za to zadaj? Heinz Mania, veš. Zvezda. Ja, mislim, da je tudi eden izmed namenov tega, kar se na koncu zgodi, skrit truplo je, mislim, da tudi to, da se zdaj bomo imeli osamljeno Danvers in Navarro. Peter ne gre zraven. Peter mora skriti truplo, oziroma počistiti stanovanje. Kar mislim, da je ena bolj groznih stvari, ki jo lahko rečeš človeku. Glikar si bil fotra, zdaj pa da je skriti njegovo truplo, pa spucati flek.
Zaradi tega se mi je zdelo, kam se jim Kako mudi. daleč grejo eni ljudje do tega, da dobijo nekoga, da jim spuca flet? Oh, shit. Wow. Okay. Dobro. Okay, ja. Nič, jaz mislim, da smo povedali vse. Ja, sej bomo na tej točki zaključili. Skratka, veselimo se zadnjega dela, še vedno ne vemo veliko, ne vemo, kaj se dogaja. In dajte z nami zdržati še en teden in se poslušamo skratka, naslednji teden. Še malo več kot en teden, ampak ja. Ok, še malo več kot en teden zaradi tega izrednega vremenskega dogodka. Super bowl. Super bowla, fucking bowl. Ja. A to je tako ogromna bowla s kosmiči? Ja. Ja. To je, a ni to ono, ko gledaš reklame? A ja, to je ono. Takrat so najdražje reklame. To je on sportnima. To je on 3-urni šport, kjer je dejansko samo 18 minut akcije. Ja. Pa vmes je koncert, pa oglasi za največ denarja ever. Ja. Mislim, da vemo, če me govori. To je bilo naše mnenje o 5. epizodi serije Čisto pravi detektiv Dežela teme. Kakšni so bili kaj vaši vtisi? Povejte nam na Facebooku, Instagramu, Twitterju ali na Discordu, ali pa nam pošljite dimne signale. In če boste preživeli do takrat, se znova slišimo v torek, 13. februarja, torej seveda dan potem, ko si bo mogoče ogledati. A je to zdaj 13. Ne, to imam zadnje, še vedno podatke iz prejšnje epizode. Zdaj, torej, zadnja epizoda bo 20. Torej, torek 20. Tako, torek 20. Čakaj. Ponedeljek 19. mi pa se slišimo 20. februarja. To še enkrat pove. Okay. To je ta obod kvaliteta. Ja. Okay. In če boste preživeli do takrat, se znova slišimo v torek 20. februarja, torej seveda dan potem, ko si bo mogoče gledati 6. in opozarjam vas, to je zadnja epizoda 4. sezone True Detective. Skratka, poslušamo se takrat. Nanakun, motherfuckers. Turka. Agrees in inuit. Ja. Zdaj pa slušalke dol vzemi.